Ljudje, to je Amerika. Tukaj nisem imel kopalk pa brisače, meni nič uveralo. Evo, punca me je prišla vprašati za moj YouTube kanal, pa sem je na majici pokazal, tako da bo pogledala. Gracias. Ljudje, jaz res ne morem verjeti, kaj je z mano narobe. Je pa nekaj fejst narobe. My name is Tomaž Gorec. I have reservation booking accommodation. I need to open the gate. Okay. Thank you. Zgleda bo šlo. Vidimo, če bo, evo, vidite. Vse deluje. Takole zgleda garaža, zdaj pa izhoda ne najdem. Tamle je bil, ampak so vrata zaprta in nekaj piše, da moraš šet nekam drgam, vidite, salida. Sprav tu je ven. Kako pa zdaj ven prideti, jaz pa ne vem. Moja nova namestitev. V 10. nadstropju, lejte, lepo zakonska postelja. Televizorja ne rabim, mi je pa tole všeč, da je miza. Kuhne ne rabim, ampak je pa hladilnik. To je fino, da imaš pijačo, mrzlo, da ohladiš in meni super. WC kopalnica, lejte, top, super, kaj češ boljšega. In cena pa sem 35 € na noč. Zdaj bom 4 dni tukaj, ker bom tu če na izlete ven hodil, ker veste, Santiago de Chile, to je predska prideš ven, imaš pred naravo, imaš pred Ande, imaš pred hribe, imaš pred, misliš, da si deleč od civilizacije. Pa sem gruntal, a če mi je kar v Santiago, ali če dlje časa mogoče, ali če še kje druge najde namestitev. In zdaj vem, da sem tu ful dobro naredil. In vse štima, vse super. Vrhunsko, vesel kot radio. Zdaj moram še enkrat dol poprtlagal avto, prenesem gor, par stvari naredim v 10 minutah in potem letim po Santiagu nekaj pojest, malo pogledat, pa tako naprej. Juhu, hu. Evo, zdaj sem se pa odpravil v center Santiago de Chile do Plaza de Armas. Tu je glavni trg. Tu se je včas vojska tam zvečer malo paradirala pa to. Tako da grem do tle. Lepo po zemljevidu, 1,2 km imam. Pa bom pa probal najdeti nekaj za pojest. Kaj zanimivega za pogledat. Pa bomo videli, kako pa kaj. No, še mečkan, kako sploh ulice izgledajo. Jaz sem tako kot vsak mest, ne, sej ne more biti kaj posebej drugače, tole moram pa pogledati na zemljevid, kam moram jeti ali ne, še naprej pa desno, ja, tako bo, ja.
Poglejte, že tukaj je en velik trg, park, kako bi temu rekel. To je zmeraj malo zanimivo, ne. Rečemo se vse nekam, pa malo opazuješ ljudi, ne. Tako malo vidiš utrip. Sicer v takih primerih se tudi tu najde, ker ti teži, zakaj snemaš, ne. Zakaj ne ga snemaš, pa tako naprej. Ampak jaz se zaradi tega ne sekiram veliko, ne. Prvi vtis iz Santiago de Chile, bom rekel, da mi je kar všeč, glejte. Ulice, lepo urejeno. Mi je všeč. Počutim se čisto varno. Tako da, čeprav dobro, to lahko tudi malo vara, ne. Kol ne veš, kaj kakšnega bedaka naletiš, ampak nima tu veze. Mislim, da bo tole kar lušen mest. Tudi en fini kraj moram najdeti za jaz, tako da mi bo tudi všeč se tam usedeti. Sem pa eno napako naredil, ne. Pozabil sem se namazati s kremo za sončenje, tako da kje na soncu nam smo sedeti. Sem že kar mislil, da je tam, ne. Evo, lejte, to je en takle lokalček, ne. Na tak mu bi jaz kaj pojel, ne. Samo dobro, zdaj grem še naprej, ker hočem bolj v center. Evo, lejte, pice imajo, vse imajo, lejte. Lejte, kakšen lep vrtek. Vrhunsko. Samo iščem še boljše. Poglejte, vse te stvari, ki imajo, lejte, zanimivo, pa kako pocen, še Coca-Cola zraven dobiš. Tu rečemo 4004 evre. No in lejte, imajo pa tudi nekaj vegetarijanskega spodaj levo. Tako da to bi mi čisto pasalo, ampak si pravim. Grem naprej, če najdem še kaj boljšega. Oziroma bolj v centru hočem najdeti. Grem kele čez proti uni smeri, pa da vidimo. Lep pozdrav iz centra Čil. Glejte, tle sem po eni ulici šel zelo zanimivi. Tam en človek ima kreščil se za znort. Glejte, ulična hrana. Vidite, tam bi vi jeli tole. Pa tamle, glejte, tole dobro zgleda. Škoda, kaj je meso. Glejte, imajo konkurenca hoda. Se je treba kar matrati. To sem glih uletel na eno ulico, ki zgleda, se vse prodaja in je dolga kar krepko čez 500 metrov. Iščem za jest. Nisem se en teden že večerjal, tako da danes pa bom. Seveda, posod imajo samo meso, jaz iščem nekaj brez mesa. Tam sem na začetku čist pri trgu Plaza de Armas. Sem najdel eno, ko so imeli tudi pice, če imajo vegetarijansko. Problem je, ker posod so samo vse zmesom. Vidite te ulične prodajalce, ne? Kakšna huda konkurenca je tu, vsak nekaj prodaja. Nekateri tule, po mojem, cel dan skoraj nič ne prodaja. Pa sigurno se še najde kakšen lokalen šerif, ki zahteva od njih, da plačajo za plec. Aha, tale tlele neki brezdomce mu mečkan zavrtelo. Ne, ampak takih se nimaš kaj biti. Kaj ti bo pa tak naredil, ne? Pijanje, mislim, tacga pihneš pa pada, ne? Čeprav buhne, dej, da komu kaj naredil, pa pol se tle zdaj z neko policijo ukvarjam, pa ne vem, koga še vse, ne? Tako da, ja, je pa tle kar malo kaos vse skupaj, ampak gledajte, zanimivo za videti, pa ful, ne? Zdaj sem na poti do Plaza de Armas. Sem že bil tam. Lep park. Mislim, ful ljudi. In tam bom mogoče za jazdugo. Upam, da bom.
Če ne bom pa nekje drugje. Madonna je veliko ljudi, da moram kar malo na stran zaviti, samo pol pa neč ta glave, dajte kako lep koža. Vidite, pol te pa skor z vozičko me povozila ali povozil, se nisem od cajta videti, ker tukaj tle moraš tu orang ti možgani dela, da se v kjer ga ne zaletiš, pa da tu vse zmotaš, ne. Konkurenca, vidite, huda. Spet rdeča, vidite, to je Plaza de Armas. Moj lokalček je pa tamle malo naprej, če imajo vegetarijansko pico, bomo videli, nič. Aha, lejte, tlele se pa dogaja neka predstava najbrž, ker sem že prej gledal, ljudje ful gledajo, smejejo se nekaj, tako da predvidevam, da je neka predstava, ne. Tu pri nas seveda ni možno, bi vse. Ja, tu nimam jaz kaj gledati, ker ne zastopam, ne. Ja, vidite, tam od spredaj pa vidite en lokalček na elitni lokaciji. Verjeten malo dražji kot drugi, ne. Ampak gledajte, ne, sem pripravljen dati euro, 2, 3 več, pa zato, da nekje na lepem sedim, pa opazujem zadeve, pa tako. Ja, vidite, tudi kakšni brezdomci so, ne. Žalostno, pa gledajte, ima kužata zraven, tako da vsakemu čast. Evo, tlele, to je tale lokalček, vidim, da je še tam ena prosta miza. Da vidimo, evo, lejte, pico imajo, pa da se jaz zdaj nekaj najdem. Evo, ženska mi dala plec, hotela mi da dati nekam drgam, pa sem hotel iti sem, ker sem tle pri kraj, zato da mi ljudje ne kadijo v glavo, pa so se tole glihe najdu soseden, mi kadi v glavo, prinesla mi je karto, pač tako se prav menil, sem jaz to rekel, ne. Zdaj bom pa, če imate empanade, ali pa pico vegetarijansko bi jaz naraj. Bomo videli. Cene pa zelo ugodne, lejte. Naročil pico Primavera. Sem žensko vprašal, kaj je brez mesa, ne. Pa je kar rekla vse pice. Vidite, to je ta kelnarca, vse je prijazna. Pa sem pa rekel, sem pokazal tle, salama nekje, salama piše, ne. Rekla, pa je pa začela gledati. Mislil sem, super. Sem mislil, če je bila kakšna lazanja, sam taka. Tu sem pa hotel Coca-Cola, ni bilo, imajo sem Zero. Zero je nagravžna za nič, jo ne maram. Sem rekel Fanta, je pa rekla Fanta ni, da je nekaj, da je ta Crush. Kaj tu je rekla naranđa, aha, sem rekel, okej. Tako da je to dobro. Plačal sem kupas, tako da se ful veselim. Zgleda zelo dobra, ampak mehna. Bog so smeli, kva ste mi pa to prinesel. Ta je individualna, imaš pa družinsko, tako da bi mogel z družinsko naročiti, ne. Ampak zgleda pa ful dobro. No ja, vse je bilo čist dost. Ura je 8, da bi se zdaj napokal tuk, da skor hoditi ne bi mogel, je tudi traparija, tako da glih prav je bilo. Čist okej. Poglejte, kakšen sladoled sem dobil za 2 evra, čokolada vanilija. Škoda, ker nimajo vanilija jagoda, to imam najrajši. Ampak tudi tole bo dobro. Zdaj me je pa kar malo pri srcu stisnilo. Bom pokazal, kako je en lep kuža not prišel, pa direkt kelek dvema, ki jesta, prišel lepo prosit. Aha, lejte, mu je pa kelnarca za jaz dala. Kako lepo. Kako lepo. Gledajte to. Ni mu dala za jaz. Ja, kako si lep.
Kako si lep. A ti bojo dali teli kaj za jest? Jaz si pa res tak lepotec. Revež ima zadnjo nogo poškodovano. Ne. Ja, a si punčka ali si fant? Fant si. Pa si tako priden. Ja. Takle se mi pa smil, tako. Lejte, kako je lepo prijazen. Joj. Lepotec lepi. Dobro jutro. Evo, nov dan, novim dogodivščinam naproti. Ampak prej sem šel pa še nekaj pojest, tale čist ob hotelu sem najdel en luškan lokalček in sem naročil empanado, sir, olive, so zelo prijazni. Drugače nima na ceniku, sir pa olive pa rekel, da bo zrihtal. Tukaj, da nisem glih čist lačen, ne. Je pa lejte lušen lokalček, tako le malo noter, odzun ima je tle lepo zrihtano, tako da zelo lepo. Sem pa danes že zgodaj vstal, ker sem mu veliko stvari za narediti, namreč včeraj sem na YouTubeu video objavil iz Čila in se veste, kako je to pol ogromno dela, vse storije objaviti, pa objave, pa pa tret, pa četrt, ne. Tako da sem že vesel, ker sem veliko naredil, zdajle pa gaz, danes gremo v hribe. Jutr pa še bolj zanimivo, pa v ene naravne terme, sem ga pa danes nekaj usral. Za dron nisem baterije napolnil, ampak danes mislim, da jih ne bom tukaj nucal, da jih bom bolj jutr, tako da bom za jutr pa ne smem pozabiti. Evo zajtrk, empanada, sir, olive, pa še omakce so mi dodali, malo se pa pregrešim s Coca-Colco, tako da vrhunsko. Kako je pa tlele dober, pa ful sem vesel, ko so mi dali tele omakce. Tukaj se bom pa kar aboniral. Vrhunsko, le vidite, takole sirček, olive noter, tale je pekoča omaka, ful dobra, tale je tudi dobra, to pa še nisem probal, noro dober. Prokleti voluhari nesposobni. Evo sem šel gor, sem rekel, zakaj se vrata ne odprejo. Je rekla, jih bom jaz odprla, jih je odprla, ali jaz sem mogel do avta prideti, zalaufat in glih, ko sem prišel, so se zaprla. In tu nič ne grunta, tam spi na recepciji, jebe mu mater in lenuhe, pa tu je treba potovč z rjavo matiko. Evo, in zdaj moram nazaj še enkrat gor, pa je tu razložiti, prokleta prasica nepofukana. Jebe mi milu mater, le mi tu mlatet, treba mlatet, tam skor spi za tisto recepcijsko mizo. Jebe. Ne morem drugače reči, ko prasica Lena. In tudi vse ono, kar sem prej rekel, ji je vse pasalo. Zdaj, ko sem prišel na recepcijo, me je še nadrla, da je dvakrat vrata odprla. Ko boš ti kurac dvakrat vrata odprla, kaj lažeš? Pa tudi ne, ona je z recepcije skor vid, a sem jaz vam prišel, ne, bi lahko malo pogledala. Še una šla mene nadirat. Vidite, zaradi takih ljudi propada vse. Propada, zaradi takih ljudi so storitve vse posod slabše in tako naprej, ne. Zamislite si, da je ona medicinska sestra. Je bilo katastrofa. Vozim se proti smučišču, po mojem bom kar visok prišel. Cesta super, pa še boljša bo. Edin problem je pa ta, da je ful kolesarjev. Pač to zato, ker je nedela, tako da nimamo samo v Sloveniji polne ceste kolesarjev, so tudi tle v Čilah. Pa glih zdajle, ko snemam, jih je drugače najmanj, ne, drugače so kar cele kolone iz ene strani, iz druge strani, tako da je malo neugodno. Cesta postaja zelo zanimiva.
zelo zanimiva. To se zvita bolj kakača. In točno to sem si jaz želel. Paziti moram, na kakšen kolesar vame se zabu. Tle jih je zdaj manj. So šli po dolini naprej, sem pa kakašen pa še, vidite, ne? Vidite, kako se, vidite, tle gor je, sem 10 metrov višji, je cesta. Kako se to vse zvija. Evo, tle je en kolesarček, se bomo glih na ovinku srečati. Ja, vidite, mora človek kar merkati. Avtomobili pa tako naprej. V glavnem, dobra cesta, čudovita narava, boljš ne more biti. Sem že krepko na 2000 metri, pa še se bomo dvigovali. Narava čudovita, cesta tudi čudovita, tako da uživam, ljudje, res uživam, tole je zame topno, tle, da vam pa neko karto, neko tablo pokažem. Najbolj, da če poveda, da je veliko vinku, ne. To jaz tudi hočem. Noro, ljudje. Noro. Lejte, skor sem na smučišču že gor. Tamle unle kondor, po mojem, da so to kondori. Čist je nad menoj lehto. 2 metra. Veste, kolikšen je? Zdaj, da si bom povzel čas, vzamem fotoaparat in jih bom probal na malo bližje posnet. Veste, ko sem se pa glih z avtom pripeljal, ko sem ustavljal, so se pa tele v eni liniji pripeljali tako, lejte ga, mater je dober. Lejte, prav šliš, lejte to. To je noro. Lejte, nad menoj krožja. To moram boljš posnet. Zdaj, ko sem pa fotoaparat ven vzel, so pa šli. Kaj bi to rad posnel? Veste, kaj so fascinantni? Saj malo ste videli z GoProjem. Morate računati, da GoPro oddali. So mi čist nad glavo leteli. Prej še bolj, ko nisem snemal. Bom še malo počakal, če pridejo nazaj. Kitajska še nisem videl. Ej, glih ta prav cajt sem prišel. Zdaj nikjer, eden je še letel prej tamle po konc. Jo, če mi še rata jih videti, nič GoPro, nič telefon, samo kamera, kondori, noro. Tole sem pa zdaj prišel na smučišče, seveda tlej pri njih zdaj poletje, ker smo na južni pol obli, ne. Ampak glejte, zelo lepi hotelčki, lepo urejeno. Zdaj, ne vem, tamle vidim, da se kot ne da naprej prideti. Vidim pa tamle naprej neke makadamske ceste, in vidim, da se avtomobili vozijo in jaz bi šel tole še gor naprej, ne. Bom vse naredil, da najdem to pot, drugače pa tole se nahaja točno na 300 metrih, tamle 10 metrov niže je bila tabla 3000 metrov. Žal ne pustijo naprej, ne vem zakaj ne, se pa eni avti vozijo, tako da verjetno, da za nekatere ja, za nekatere ne. Ampak dobro, če ni, sej pač to posebno tudi ni zdaj tu, da bi zdaj mogel na vsak način jeti, bi šel pa rad, priznam. Neč, gremo pa zdaj nazaj, alejde celo za helikoptere imajo tamle, gremo nazaj, pa bomo videli, če še kaj najdemo za pogledati zanimivega. Če pa ne, pa dol v dolino. Zdaj sem šel malo nazaj, pa na eno drugo cesto in se zdajle spet sem prišel pa na en mini smučišče, ampak gor tamle od zadaj je pa eno veliko naselje, tako da se peljemo po tej cesti naprej in najdemo
to. Zdaj sem se še malo okoli vozil, zdaj sem naletel še na 2 taka naselja, oziroma večje, kot je bil prej, ne. Tako da zdaj tu vidim, da to je ogromno smučišče. To je za 2, 3 jahorine in lepi objekti, veliki objekti, lepo urejeno. Tako da ima je fino, ampak lejte, takole, ko se pa konča, pa zaprejo, da ne bi mogel iti z avtom potem po teh gor, ti pa ponujajo, da greš konja jahat, ne. Jaz seveda to ne grem. Veš pa neki avtomobili, domačini pa zgleda lahko vozijo. Tamle gor ga vidim, ti pa pač ne smeš. Malo so se znajdeli, da dodatno zaslužijo. Ne vem, zakaj ne bi pustili še tujce z avtom gor. To je to vreme, ni boh ve kaj, je tudi hladno, včasih malo celo dež hoče padati, tako da grem kar počasno nazaj v dolino. No, tukaj je ena taka malo lepša razgledna točka, da se vidi. Lejte, tamle na drugem hribu, ne, je eno tako naselje, bi rekel, ko je ena mala jahorina. Pol tukaj je še malo večje naselje, bi rekel, ne. Pa vidite, tamle dol je pa še eno manjše naselje. In to je vse nekako povezano z žičancem, ne. Vidite, ena pele kele do vrha, pa pol tamle v te smeri je cel kap žičanc. Tako da to je kar orang smučišče, ne. Morda bo kdaj s prijateljem Silvo tam šla sem smučat. Samo jaz pa Silva sva bolj Balkanca, sva bolj za Balkan, niso midva za takele moderne pa drage zadeve. Ljudje, jaz res ne morem verjeti, kaj je z mano narobe. Je pa nekaj fejst narobe. Fejst narobe. Zdajle se pelem proti nekem zanimivim stvarem, zelo zanimivim stvarem. Ta glavna zadeva bo obisk naravnih toplih term, ker se veste, to jaz obožujem. In zdajle, ko se že 1 uro vozim, se jaz, frajer, spomnim, da sem kopalke pa brisača pozabil. Ne, da sem pozabil, sploh pomislil nisem, da treba s seboj vzeti. Mislim, ljudje, to me orang skrbi, da je z mano ful narobe. Mislim, zdaj, če sem to pozabil, pozabljam še kakšne druge stvari. Mislim, se jih pozabljam. Ampak to je zdaj pa že resna zadeva. No, naj vam povem, da zdaj v prejšnji nastavitvi, ki sem bil, sploh nisem to hotel prepodvati, ampak bom pa zdaj povedal. Jaz prvi večer, ko sem kaj prišel, sem se stuširal. Imam en šampon, ki ga uporabljam že 30 let, ker mi je okej, ker če imam katerkoli drug šampon, se mi ful prhlaj usuje. In jaz vem, da sem se prvi dan s tem šamponom pač glavo uprav. Drug dan jaz tega šampona ne najdem. Čisto vse sem premetal v sobi, čisto vse, nisem najdel. Iz kufra vse ven, nisem najdel. Imam v spominu, da sem pomislil ta prvi dan, kam naj dam šampon, da ga slučajno ne bom pozabil. Pa sem rekel, dober, si sem še 2 dni tle, si sem še 2krat tuširal, zdaj ni važno, kam ga dam, važno je, kam ga daš, ko se ta zadnjič tuširaš, ne, da ga pol ne pozabiš, ne. Tu sem se še zapomnil, tega šampona pol nisem najdel. In še pol, ko sem odšel iz tega kraja, ko sem že vse spokanil v avto, sem še enkrat detaljno pregledal sobo. Vse. 200 metrih, zavitaj desno. Jogi je dvigoval vse. Mislim, a je to starost? Ali kaj je? V glavnem, to ni okej.
Dober, ampak ni problema, kopal se bom v gatah, Zavijte desno. se bom pa pač, gate bojo mokre, bom pa pač v kratkih hlačah, brez gat, nimaš kaj. Ampak bolj me žre, da sem tok glup. Ne? Pa tale gledam nekaj, če bi nekje za jest, dubu kaj, ali bi šel še naprej, ali bi šel tle, pa se ne vem nič. Fino bi bilo, kad bi jaz zdaj pozabil, da bi shujšal, ne? To bi bilo pa fino, sam to pa ne bom zgleda, ne? Dajte mi napisati, kaj si mislite o tem. Ker nisem danes še nič jedel, sem se tukaj v Cesu stavil spet v eni zelo preprosti obratu, kjer ti naredijo za jest, imajo vse vrste hamburgerjev, sem veste, jaz mesa ne jem tukaj, zaradi putike, sem pa 3 jajca naročil. Jajce zmeram dober, no drugače pa lejte, takole izgleda, ne, zelo preprosto, ampak ponavadi se na takih mestih, veste, zelo dober je, tako da mrzdo bi se tole zmišljeval, pa bi rekel, tukaj jaz pa že ne bi ju, pa miza slaba, pa pa tret. V kakšnih Nobel gostilnah sploh ne veste, kakšno imajo slabo higieno, v Sloveniji govorim, ne, pa z veseljem jeste, pa mogoče tle boljši higieno, kakor pa tam. Evo, dobil svoj jajček, pa kruh bom verjeten še en naročil, lejte, jajček pa takole. Točno tako sem ga želel, zato mi pa ni dala pribora, tu pa ne vem, tu moram pa še naročiti. Ne vem, kako je misla brez tega jaz. No, zdaj sem pa pri prvi znamenitosti, to je tole jezero, je kar veliko, obdano iz Anskem vrhovi, lepo, ta jezero je drugače umetno, ni naravno, ampak ni zato čist nič manj lepo, tako da hladno kar, seveda, ker smo visok, mislim, meni zelo lepa pokrajina in tukaj bojo tudi čudovite fotke. Wow, kakšno je to jezero, skoro morje in lejte, tukaj zelo bliže sneg. In lejte, tamle tudi zasnežene gore. Gremo še naprej, bom šel, dokler bo možno iti, ker meni je tole fantastično. Vse skupaj postaja čedalje lepš. Lejte, zasneženi hribi v zadju, tukaj vidite neki kamioni, ampak morajo pa tudi ljudje tukaj leživati, ker lejte, cel kup konjo. Če jih na hitro preštejem, bi rekel, da jih je 30 siguren, pa jih je raj več. Ne, čez pa še kar naprej, dokler pot gre. Kaj piha, sploh ven ne grem, zato ker se ne bo nič slišalo. Gač pa lejte, zdaj se je cesta razdelila na 2 strani. Ena Francozina gre tukaj z avtom pred mano, tle gor v hribe. Glede na to, da imam ful stvari še za videti, pa časa neomejeno, bom obrnil, pa grem nazaj najprej v terme, potem pa še cel kup drugih stvari za pogledati. Imam več stvari za videti, kolikor imam časa. Dež pada, kar je fino, da mi avto mečkano pere. No, jaz grem pa zdaj v tiste terme se kopati in imam še 6 kilometrov, ali koliko, čakajte, lejte, bom pogledal. V glavnem
Ja, 5,5 km pa 16 minut. To je sumljivo, da je cesta ful slaba, lejte, kele gor v ene hribe gre. Lejte, zdaj pa mislim, da se mi ena stvar približuje. Ne, ni. Sem mislil reči, da se mi ena stvar približuje, ki mi bo srce zlomila. Lejte, kozice so. Jaz sem se pa bal, da so kužki, da so me videli, pa da so lačni, pa da do mene letijo. Ja, kozice, pridite, no. Pridite, reve boge. Pridite. Ja, pa vse ste mlade. Lej, kako so lepe. Ja, lepotice lepe. Ja, kar pejte. Saj tlele pa nisi čist prepričana, bi šel ali ne bi šel. Ko pa veš, koliko je globok. Ja, mano. Bomo probali. Na trenutek sem se kar malo ustrašil, se mi je zdelo, da je šlo kar zelo globok. Ja, je pa res slaba cesta, kje sem pa tole srečal. Ojebem ti sonce. Prispel še na en carski kraj, kjer mi bo zelo všeč. Mislim, všeč mi narava, ampak terme. Temperatura od 25 do 60 stopinj. Noro. Škoda, ker ni od zunaj malo bolj mrzlo, da bi bilo bolj luštno noter biti. Prej je dež padal, škoda, ker še ne pada. Tako da samo gas. Razen, kakor sem vam povedal, malo problem, ker nimam kopalk pa brisače. Koliko moraš biti glup, da to pozabiš? Madonna. Kada bi šel na more, pa kopalke pozabil. Ja, pa se to tukaj naredi. Neč gremo, sem čist navdušen. Poglejte, noro dober. Jaz bom začel v spodnjem, ki ima 25 stopinj. Nak ne bo mogel biti, ki je preveč ljudi. Vidim pa, da je tam le še ena ženska, ki najbrž kopalke pozabila, ki se kar v dolgih hlačah kopa. Super bo tole, super. Tukaj bo najbrž najbolj vroča. In tle se tudi noben ne kopa, razen zdaj ena punca je prišla. Vidite. In je tudi ven šla, ker je verjetno prevroče. Tako da bomo kar dol začeli, da jaz probam tole. Madonna, tudi speče skoraj. Tole noro dober. No, tale je že malo nižji, se tudi noben ne kopa. Tole pol še nižji. Dol nižji so pa še, jaz zrem čisto to spodenga. Da se lepo počas prvajam. Se mi pa tole tuk top zdi, da vam ne morem povedati. Namazal sem se orenk, da me ne spet užgalil, super je. Tukaj imamo svoj lepo, lejte, privat bazenček. Sem že malo pomislil, da bi se šel nak kopat, ampak ful ljudi prihaja. Saj tudi, če bi nak noter bil, ne bi noben videl, da je nak. Sem bolje, ven problem je, ne? Tako da, top bo tole, top. Neč, gremo noter. A da nam še kje telebno, kakor sem smotan. Zdaj pa malo hladna zapihala. Mislim, da ta pa skor malo prehladna. Ta je pa skor malo prehladna. A ne, v tole pa ne grem. Bom šel pa kar v višji. Evo, na hiter se premislil. Hočem uživati, ne? Tako da ta je prehladna. Evo, da probamo drugo. To sem šel zdaj dve višji. To je pa čist drugo. To je pa čist drugo. Ta je pa kar pretopla. Ta je pa kar pretopla. Amerika, vam povem. Ljudje, to je Amerika. No, se je kar hiter, rata men topla. Škoda, nisem šel malo nižji.
vse za začetnik. Drugače pa lejte, ni čudovito, ne. Okoli pa takili hribi, a? Kaj pravite na to? A ni dober, a? Norma. Malo je zajeka, nič ne vidiš. Kele unga, pa tega le tlele dol bi mogo jeti. Zdaj grem pa še probat od tega najbolj topoga, ker mislim, da je kar malo prevroč. Joj, tu ni za noter je tudi, tu peče. Čaj grem probat tamle strani. Tu je prevroča, čist prevroča. Madonna, se bom potunkal. Ponavadi se mi je umr zelo težko potunkati. Se potunkati do glave. Zdaj se mi je pa to vroča. Evo 2 minutom probu zdržati. Pravžge. Sem skuhal. So še ene junake grejo. Vse, ko si noter, se navadiš. Tako da bi celo zdržal. Sam po drugi strani pa tako. Tule pa nisem čisto siguren, če je zdravo. Zdaj dol je rekel, da ima 60 stopinj. 60 jih nima, 45 jih pa ima. Neč dosti bo. Jaz sem iz kopanjem nehal. 2 urca sem se namakal, čist dober je. Mislim, riskiram, da me sonce upeče. Čeprav sem se namazal, ampak se veste, vod gre to ven. Pa tako ne. Pa tle je močan sonce, ki je visok. Se spomnim, da v Kolumbiji me je užgalo, ki je dež padal. Ne boste verjeli. To je to. Zdaj grem pa do avta. Tukaj nisem imel kopalk pa brisače. Meni nič uveralo. Zdaj malo čuden občutek brez spodnjih hlač. Bet v hlačah kratkih. Ampak čist gre. Tako da zdaj bom šel še kele do avta. Pa bom malo drona spustil na hiter. Sicer piha, ampak nič zato. Tole bo kar fini posnet. Zdaj pa sem se malo usral. Ravno drona pospravim, prideta 2 in nekaj dron. Vse ko pizza, pa da nista zdaj te 2 da vtatle mene zajebavala. No, pol pa angleščina me pa sprašuje, če se lahko z dronom leti. Pa sem rekel, ne vem. Jaz sem, sta mi to dron pokazala, pa sta rekla, da šla pa vprašati, sem zamislil, ko bo te spraševala, samo bež hiter. No, zdaj sem pa tamle še čez Skapije moram jeti, tako da da me ne bi kaj zatežali, upam, da ne. Evo, prišli tudi čez vhod, čez je rampa, ti jo more dvigant, ne, tako da ni čisto enostavno, ampak smo rešili. Se splačalo ne za take lepe posnetke. Joj, kaj pa tle vidim, glejte oslička. Joj, kako je lep mlad. Osličke pa jaz obožujem.
Zdaj me je pa tale kamion rešil, da gre rikverc. Prav bi bilo morda, da grem jaz, samo jaz imam še tako umazano zadaj šipo, da ne bi nikamor prišel. Ful sem mu hvaležen, Še ena točka, glejte, kakšen čudovit slap. Tole pa moram z dronom posnet, tako da sem pa tle z avtom komaj prišel, še kele se skoraj nekaj sem se zašaltal, skoraj zaletel noter, tako da ja, imam kar probleme. Na poti v Santiago sem se ustavil tukaj v cesto enem lokalu, si naročil 2 empanade, sira, gracias. Evo, lejte, to je ta simpatična punca, ki me streže for my YouTube channel. Sva se vse fino zmenila, zdaj mi je pa še omako prinesla, gracias. Pa yo quería ver. Vidite, takole taki vložki so najboljši. No, tale ena empanada je sir šampioni, druga je pa sir koruza. Sem pa po mojem lahko zdajle en najbolj srečnih ljudi, lahko bi bil pa najbolj nesrečen. Glejte, tamle, ko sem prišel, vidite, tamle en človek usmerja ljudi sem noter v tole restauracijo, vidite, imajo težak del. Na un strani je pa še ena in jaz se ustavim, gledam, da bom šel uno. Me je bil pa ta človek všeč, sem rekel, grem pa semle najprej. Zavijem, en je pa že mem šel in se hmalo v njega zabuh. Čist v zadnji sekundi sem ustavil. In zdaj si zamislite, da tlele čakam policaje, karambol, z rentakarjem v čilah. Joj, sploh si ne predstavljam. Kaj bi mu tu zagrenjenje življenje? Pa ne samo to. Še prej, 1 uro prej, pol ure, tam, ko sem drona spustil, tam sem pa tudi mislil, da sem imam v rikvercu, samo pa naprej bi se pa malo eno skalo zaletel. Tako da jaz sem čist zmešan. Če bi bil mlad, bi rekel, da sem zaljubljen, tako sem pa zmešan. Ampak zdajle bom pa prav užival v temle, ker tole je dobro za znort, pa še obe 2 empanade prvič jem, se pravi to s koruzo, pa to šampioni, pa še tale njihova omakca, je zamislil, da je to salsa, pa ni, je rekla, da je nekaj drugega, ampak dober bo, neč. Super, drugač pa 2,5 evra je ena ta empanada, tako da boste vedeli. Evo, punca me je prišla vprašati za moj YouTube kanal, pa sem je na majici pokazal, tako da bo pogledala. Gracias. Sí, con mucho gusto. Jaz sem Gorek, cierto? Gorec. Simpatična punca, dajte napisati v komentar. ¿De qué país es usted? ¿País? ¿De qué país es? English? No. ¿De qué parte? Je, Chile. Chile, travel. ¿Usted? Ja. Yo, Colombia. You are from Colombia? I'm from, eso. Aha. ¿Y usted? I've been in Colombia 50 years ago. I'm from Slovenia. Slovenia, Europe. Eslovenia. Eslovenia. Qué bonito. Gorek, ¿cierto?
Este mismo, ¿cierto? Ja. Ya. Muchas gracias. Gracias. Simpatična punca, res. Na zajtrk sem šel kar tukaj v ta lokal zraven hotela. Tole kar dobro zgleda. Jajček malo za spremembo. No, sem ga tudi včeraj jedel. Nič, zdaj se pa že ukvarjam s stvarmi, kako iti domov, ne. Probleme imam z rentakarjem, ker začnejo šele ob 10 delati. Jaz imam avion pa 10:30, ne? Ne, 11:30, ampak to je premalo časa, da grem čekirati pa vse. Tako da moram avto prej pustiti, pa pa tret, pa se zdaj dogovarjam, pa lokacijo parkirišča, pa pa tu, pa tret, lejte. Potovanje se je zame praktično nehal, čeprav grem danes še par stvari v Santiago de Chile pogledati. Ampak zdaj sem že živčen, zdaj tu že kar nekaj tik pred domom, pa ful dolg domuje. Prej bom prišel domov, to je... Na avionu bom 16 ur ali 17 ur, ne, tako da... Lepo je mim. Tako da zdaj sam še bolj mučne stvari čakajo me. Zdaj sem še po mestu letel, iskal menjalnico. Namreč v Valparaisu sem preveč zmenil denarja in sem ga imel 200 evrov preveč. Tako da sem menjalnico iskal, da sem njihov denar zmenil v evre. To nikoli ne moreš točno vedeti, kako je. Ponavad mi ga zmanjka, zdaj mi ga je pa ostalo preveč. Sem mislil, da bom ta zadnji hotel plačal v kešu, pa ga nisem mogel, tako da sem pa preveč denarja imel. Nič, zdaj grem pa nazaj do hotela, po avto in še eno zanimivost tukaj le pogledati, ki bo meni ful všeč. Zdaj grem pa se pelati žičenco na en hrib. Pa me se tu interesantno zdelo, sem rekel grem, menda so dobri razgledi, tako da šel. Prav sem mislil, da danes, ki je pa zadnji dan tle, ne, da se ne bom nič z avtom vozil, pa je bilo tole predelec za pešjati. Ja, morda pa celo ne bom šel, ker vidim, da ne moreš plačati, da je lahko samo elektronsko. Imam pa na kartici, sem čist brez denarja, tako da to ne bo šlo. Mislim, jebale vas kartice. Tako da, ja, sem mi zakompliciral zadevo. Ne gre tisto, ko se te kartice spomnil, utripem. Vidite, tole vsa čas Ivanu Jurkcu, da se bori, da ostane gotovina. Veš, takole ti kar naredijo, ne moreš z gotovino plačati. Ma jebite se vi malo. Sem še pogledal, koliko imam na kartici še limita, na Aircashu 16 evrov imam, tlej pa 14 evrov, tako da oglih če je šlo. Ampak, lejte, pol te pa zajebavajo, ne? Iz kjere države si in ne zdaj, da bi, imaš tle iskalnik, da se pritisneš. Dobro, se imajo statistiko, to je res fino za njih. Ampak mene pa tlele jebete s tem, namesto da bi šel tam. Kaj boš zdaj? Ete, tako je pol tu. Pa tu znoriš, tu znoriš. Kaj me fuka tole? Tako kovnem tlele ljudje me gledajo, jaz pa še bolj kovnem, jebem ti. Ne moreš verjeti, da mi je ratala. Ne moreš verjeti. Majko vam cigansko. Evo, tle smo mogoče kreditna ali pa debitna kartica. Pizdava materna, tle daš angleščino, tle pa španščina. Viš, zamerili so se mi, materji. Zdaj pa rabim najprej, da se malo umirim, ki me je tale aparat tukaj zjebal. No, se tole pa fino, moram pa priznati.
Da je pa fino. Mislim, ni zdaj revolucija, ampak lej, zaprobati. Tle pa kar gužva. Korejci. Zgleda, da se da čist do gor pridati. Aha, gor neki kip Marije. Tipično za Južno Ameriko. Ja, gremo do gor, tam bojo najboljši razgledi. Tukaj gor je še celo cerkvica. Drugače pa dobri razgledi na Santiago vam bom pokazal. Zdaj bo prišla ena ženska, pa odprla tistele vrata tamle in grejo vsi noter. Pa ne vem, šel to pogledati gor, ne? Kip Marije noter, malo pobirajo in to je to. Zdaj se že vračam nazaj v hotel. Je tole po Santiagu voziti Zavite levo. muha, vam povem po pravic. In komaj čakam, da dam avto v garažo in da končam s to vožnjo. Je pa zdaj kar malo strah me tale zadnji dan bilo voziti, ne. Sem gruntal, kot če bi naredim karambol, ne. Ker drugače karambol, če bi naredil prej, lahko rešuješ, ne. Hočem pa ta zadnji dan rešiti. Oni že zaprti ob 4 ali daj. Ne, rentakar, tako da sem kar malo tako, kar malo živčno vozil, no, tako da je pa tle kaos, živi kaos. Ampak vsi sem že velika dal kaj tacga čez, tako da ajde se vem, da je tako. Tukaj sem pa že jedel par dni nazaj in sem bil zelo zadovoljen z neko pico. Nisem zadovoljen. Majhna je bila, drugače je bilo pa super. Tole sem se en sladoled prvoščil, pa si ga bom tudi danes. Vidim, da menjajo okuse. Vejte, kakšna gužva. Evo, tale stolček si bom rezerviral. A ne bom si ga rezerviral, najprej si sladoled kupim. Pol pa naprej vidim. Boste videli, kakšen je. Tistle frutila sem hitro pogledal, to je jagoda. In bom samo to naročil, upam, da me bo ženska razumela lahko. Frutila, only frutila. Evo. Vidite, kakšne porcije. Upam, da bo majster orang natočil. Evo, gracija. Evo. Tale stolček me še čaka, ker sem si ga zaželil. Evo, še šel na pico, tako kot prejšnjič. Je bilo pa tale kelnerca kar malo na stran do mene, ne. Sem prišel noč s sladoledom, pa nisem čisto takoj naročil. Poslala šefa, da mi je napisal, da sladoled, ki sem ga kupil v isti firmi, ne, da tle ni zasede, če sladoled kupiš. Sem rekel, sej gledam jedilnik, ne bom naročil, nimam 2 minut cajta. In vidite, to je pa fino v današnjih časih, ne, da daš lahko na Google slabo oceno. Tako da bom žleht in jo bom dal. Imel sem tale telefon na teli strani in me je gospa za sosedno mizo upozorila, naj ga dam na drugo stran, da ni glih preveč varno. Tako da ja, sej. Kaj, če tole človek pršiba, zagrab, šiba, nikoli ga ne ujameš. Tukaj med mizam se sprehaja ena psička, tudi do mene je prišla malje lačna. Vedno bolj ugotavljam,
Koliko so psi plemenita žival. To je nekaj neverjetnega. To, če primerjaš zvestobo psa pa človeka, to se sploh ne da primerjati. To so psi 10-krat nad nami. Čeprav se imamo ljudje za ne vem kakšne nekaj super, tu, tret, v resnici pa sama hinavšna. Veliko ljudi tudi pomaga drugim, zato da dobri spadajo. Sem prepričan o to, se upam trditi. Psi, to je pa una prvinska zvestoba, ki jo od človeka ne moreš dobiti. In takole, ko vidim, kje kakšne uboge pse, to se mi tako trga srce, ne? In kdaj kaj objavim, da se mi kakšen pes smil, pa to, pa pol dobivamo od ljudi komentarje, ko pa ljudje se ti pa nič ne smilijo. Mislite si, kar si čete, ampak bolj se mi psi smilijo, ker se ne morejo znajdeti v tem življenju. Pač govorim o teh zavrženih psih, teh brezdomnih. Tisti, ki imajo super gospodarje, so lahko ful veseli. Psi in gospodari, ker pes je res neverjetna zadeva. Neverjetna zadeva. Dobro jutro. Evo, zaključuje se moje potovanje po Čilah. Sem že na letališču. Zdaj predajam avto. Predajam ga tako rekoč online, ker oni začnejo ob 10 delati. Jaz sem pa avion 11:30 in to ne gre, ne. Tako da sem prej prišel. Lahko pa vse pustiš. Aha, tle vidim, da moram še oken zaprt. Vse pustiš. Slikaš avto. Pustiš ključ pa kartico v prtljažniku. Seveda, preden grem, bom to orenk posnel vse skup, ne, da mi ne bojo pol kakšne napake odkrili, ne, čeprav veliko mi ne morejo, ne, ker imajo tisti depozit gor, ne. Čeprav ni nobene, razen kilometrov veliko pomazanje. Tako da, če mi bojo za pranje računali kakšnih 20-30 evrov, se ne bom sekiral, je to čisto pravično. Tako da, zdaj zapustim tole, lejte, prtljago imam že tlele in grem na letališče. Evo, davči so se te carinske zadeve, to je zmeraj zame stresno, ker se veste, kako je. Ta dron, to je zmeraj živčno. Trajalo še pa še. Evo, tamle vidite naš avion, ker ta avion preleti, s tem sem jaz rečemo tudi prišel sem, pa čez 2 ure gre pa nazaj, ne, kako to vse izkoristijo dober. In zdaj, če bi ta avion zamujal, ne, pa bi tudi mi zamujali, ne. Tako pa hvala Bogu ne bomo, ne. In če vam iskreno povem, me pa kar tega mečkam strah. 17 ur na avionu. 17 ur. To je rekord. Rekord je bil dol. Po mojem bomo malo prej prišli, zato ko gremo kontra. V to smer, če greš proti vzhodu, priješ ponavadi prej. Tako tudi iz Azije. Prej v Azijo prideš, ko pa prideš iz Azije, ne. Tako da, ja, konc je. Jaz sem že mal, mislim, v glav že imam, kaj me vse čaka doma, kaj treba vse narediti, kjere probleme vse rešiti. Tako da, ja, zadnji dnevi potovanja so običajno kar
Belkane, brezvezni, mislim brezvezni. Niso bili brezvezni, ne, ampak tako, že začneš gruntati, kaj doma, kako tret. Tako da, ja, neč. Zdaj pa vidim tamle, lejte, že gužva ogromna. In veste, kaj je problem, ne? Problem je, da nimam svoje prtljage nad sabo. Ne? Pa tam mi lahko kdo še kaj ukrade. Jaz v temle ruzaku, tle je noter za 3-4 tisoč evrov zadev. Dron, fotoaparat, rezerven GoPro, telefona 2, milijon stvari, no, tako da, ja, zato grem kar v vrsto. Sem že v Istanbulu, zdaj imam tle ene 5 ur začakati letalo, ampak to me ni problem, prenosnik v roke vzamem, kaj naredim. Moram reči, da je telih 17 ur kar hiter minilo, no, mislim, ni hiter, sem pa mislil, se bo bolj vleklo, ne. Zdaj, ki je potovanje konc, če mogoče mačkan povem, kakšni so moji občutki, kako mi je bilo všeč, a se bom še vrnil v Čile, kako bi ocenil to potovanje. Poglejte, ful sem vesel, da sem šel v Čile, da sem šel v Južno Ameriko po dolgem cajtu, ker sem hodil v Azijo, ker je bilo najlažje, in tudi po tem Čilu lahko rečem, da Azija je najbolj enostavna za potovati, tako da če kdo razmišlja za prvo potovanje kam iti, jaz bi rekel Azija, ne. Zdaj, Čilu mi je bilo ful dobro, ne. Edino, kar sem malo pogrešal, oziroma vsem sem mislil, da mogoče je majčkeno bolj divje, ne. Tako da moja naslednja destinacija v Južno Ameriko bo verjetno Bolivija. Mislim, da je Bolivija ena najbolj zaostalih južnoameriških držav, kjer je res na ulici čist drugače, vidiš Indijance, pa tako naprej, ne. Mislim, Bolivija je zdaj kar naenkrat skočila na moji listi prioritet. Potem, dobro, Venezuelo bom šel še enkrat, Peru bom šel še enkrat, ampak zdaj bom raj zbiral države take, ki še nisem bil, ne. Tudi Brazilijo bi šel, pa malo, iskreno povedano, nimam še čist jajc. Ja, je pa Bolivija problem, ker takle čas iti, ne, je deževna doba, tako da moraš iti drug čas, ki mi pa ne odgovarja, narajš grem po zim, ne. Tako da Čile bi ocenil od 1 do 10 bi ocenil 8. S tem, da moram jasno povedati, da 10 je res za une čist izjemne primere, ne, ki je res top of the top, ne. 9 je ful dober, 8 je pa odlično tudi, ne, tako da zelo dober je bilo, ne. Edino, kar mi je pa šlo v Čilah na živce in mi je na trenutke šlo fejst na živce, ne, da se nobeden ne potrudi čist malo angleško znati. Ljudje, ko dajajo namestitve na Bookingu,
5, 10, morda nekateri tudi 20 let, ne zna niti ene besede angleške. Niti ene. Ja, tu se pa, če se nočeš, moraš naučiti. Tu sem pa še jaz, ki sem glup za jezike, bi se naučil par besed. Mislim, če bi bil pa biznis, ne, bi se pa seveda naučil in potrudil, ne. Še bolj na živce mi je to šlo, ne, ker ti ki pišejo prek WhatsAppa, ne. Ti piše v španščini. Dej, če ne znaš angleško, dej v Google Translate, lepo te prosim, ne bo tako len, jaz sem stranka, zakaj bi jaz prevajal? Boš pa že ti na svetovnem jeziku, na jeziku številka 1 na svetu, dal v prevod, ne? Pa se Slovenci nekateri pritožujete, ki ni cenika na hrvaškem v slovenskem jeziku. Prav bi bilo, da bi bil, ampak stukati bolj nujno je za te Čilence. Da ima v angleščini vse. Ja, no, še ceniki. V nobeni restauraciji nisem videl cenika v angleščini. A je to tako težko narediti? Prevajalnik, umetna inteligenca. Sploh nič ne bi več koštalo. Mislim, dober. Tisti, ki daš printat cenike, ne, daš jih še 20 printat v angleškem jeziku, pa te morda €1, 2 več košta, ne. Mislim, tu jim pa zameram. So tukaj ležerni, čist nič, briga ga. Ne? Tako da, kar se tega tiče, ne, v Aziji, ne, Azijci se tudi veliko bolj zate potrudi, kakor se Čilenc, oziroma verjeten je v večjem delu Južne Amerike tako, ne. Tako da to pa je minus, no, to je pa minus, ampak narava, pa neke posebnosti imaš v Čileh, ki jih nikjer ni, ne. Ta puščava Atakama, to je noro dober, ne. Dober. Skoraj prepričan sem, da je veliko boljše na jugu Čil, ne. Sem ti se pa spet čist druga zgodba, je pa tudi veliko dražji, pa tako naprej, ne, da ti bi pa obvezno mogel jeti s sopotnikom, ne. Ker tudi tako je, ne, te Čile niso bile poceni, računam tam, okoli 3000 evrov me je tole prišlo. Več sigurno ne, mogoče kaj manj, ampak ne veliko manj. Zdaj pa računajmo lansko let, Vietnam, Kambodža, 33 dni oziroma 31 dni sem bil tam, se pravi tudi 10 dni več, to je 50% več, kakor je bilo Čile, pa me je prišlo 2000 evrov. Ogromna razlika, s tem, da je bila letalska karta podobna cena, ne, se pravi, Azija je bila tam, kar sem tam zapravil, je bila pol cenejša za 10 dni več. To je kar razlika, ne? To je kar razlika. Tako da sem ta primerjava, ne? Ja, ampak, dobro. Tudi, če so malo bolj ležerni, to ne pomeni, da ne bom več šel k njim. No, jug Čila, ne, to je pa Patagonija, to je pa tudi posebna zadeva, tako da to bom sigurno šel enkrat, ne vem kdaj. Zdaj imam bolj v planu obiskovati države, ki jih še nisem obiskal, ne. To je, kar bi vam rekel za konc potovanja. Bom tukaj s tem kar zaključil.
Hvala vsem, ki ste gledali moje videe. Moram reči, da še nikoli nisem dobil toliko pohval, kot sem jih dobil zdaj. Non-stop jih dobivam. Res, tako v komentarjih na sam video, tako preko zasebnih sporočil, preko Facebooka, Instagrama in tako naprej. Tako da sem to res vesel. Seveda je še zmeraj tudi veliko ljudi, ki kritizirajo, ne, pa bi lahko še to naredil, pa še uno, pa še tretj, pa četrt. Jaz vam bom ljudje povedal, potvati, delati videe, vse objavljati, več se ne da. To, kar sem jaz naredil, je maksimum. Mislim, časovno ti ne znese. Časovno? Ja, lahko bi jaz veliko boljš naredil še te videe, pa še neke animacije noter dajal, pa karte, pa pa tretj, pa četrt. Ja, sem ljudje pol bi veliko stvari manj videl. Dajte, skozi je bila gužva. Niti enkrat ni prišlo, da bi rekel, Madonna, tele babe gobcajo tlele, da je se popizdati. Niti enkrat ni bilo, da bi rekel, zdaj se pa lahko pure usedem pa ulav gledam. Ni bilo, verjemte mi. Za na konc bi se vse tiste, ki še niste naročeni na moj kanal, prosil, če se naročite. Lejte, veliko truda je vloženega. Tisti, ki mislite, da s tem nekaj bajno služim, se mote. Fejst mote. Žal ni tako. Kam je, zdaj pa še en pa musko tle nabijel. Tako da to je to. Aj me tatle z musko žucira. Tu nema ljudje, tu pogrešam pa v ljudeh. Ma ne morem več snemati, ker mi ta kurac tle to pizdi. Bolj, da vam ne povem, ko bi naredil z njim. A vidim, lejte, se bom premaknil, pa bom naprej posnel. Zdaj mi je ta budala nehal to musko odzad nabijati. Veste, kaj opažam in mi gre še dale bolj na živce in sem alergičen na to ratal. Ljudje nimajo čist nobenega občutka za druge. Jaz se zmeraj trudim, da nima kdo kje kakšen problem zame. Lejte, jaz tudi na avionu, ne? Jaz ne spustim takoj sedeža nazaj, da od zadaj nima nobenega placa. Jaz sedež spustim šele takrat, ko rata noč, pogledam, če ga je tudi za menoj spustil, ne, da že nazaj leži, poga pa še jaz spustim. Ta pa tlegli zdaj tle, ko smo bili en idiot smotani, jaz še jem nazaj na polno, da bi jih malo še vse name polil, pa to. Mislim, mene ima, da bi, mislim, tak mu pa še klafuta. Če bi ga klafutnil, ne bi bilo čist nič narobe. Pa bi se vsi zgražali, kakšen si. Ker ta človek je posod tak. Posod tak, ampak vidiš, se ljudje krinejo. Se ti v vrsto tlek veliko čakaš na letališčih, pa tu ljudje se urinejo. Jaz ljudje se nisem v življenju še pred enem urinu in se nikoli ne bom. Ne pustim pa tudi, da se pred menoj urine. Jaz se takole, tu se mi zdaj ni naredilo, se mi je pa že večkrat prej na letališču, če se mi do urine, jaz mu začnem po domače, po balkansko. Po balkansko mu povem vse, kar mu paše. Da ne bom tle vulgaren. Sej, ta jezik gre dober iz mene ven in človek ve, da je nekaj fist narobe. Čeprav verjetem po kakšnem prijateljem razklada na kakšno budalo je na letu, se je kar nekaj brezvezenega razborjal. Tu bo pa spustil, da se je on urino, ne. In tu se posod dogaja. Tu nobenega ne briga, pa se človek
Kje je kakšen prehod? Postav tam, pa se pogovarja. Pa vidi ljudje, kome mem hodijo, pa se ne bo umaknil. Mislim, jaz ne vem, zdaj povejte, sem jaz prefuken, da me take stvari tukaj motijo, ali je zunam nekaj narobe. Ampak gledajte, tu jaz tudi v Sloveniji opažam. Tu ljudje vsi mislijo, kako so dobri, v resnici tu, če se pa pred enega urine, rečemo na banki. Na banki se znajo ljudje tako fino urin, ne, pol če mu pa rečeš, a ja, vi ste prej pred menoj, sploh vas nisem videla, se upravičujem. Kako me nisi videla? Kako me nisi videla, noč prišla točno, a zdaj me imaš pa še za budalo, da me lažeš. Pa dej, če si že gnojil človeka, ne še podcenjevati mene, da sem čista budala. Tako da neverjetne stvari se dogajajo in ta svet gre tudi za to v K. Ne? V K gre za to, ker če dale več ljudi, 90% ljudi misli, kako so oni dobri, v resnici pa niso. V resnici se pa posod urivajo in v prometu, in na bankah, in na poštah, in posod parkirajo na mestih za invalide in tako naprej, ampak nekaj, če ga daš na detektor laži, pa ga vprašaš, a se imaš ti za zelo poštenega pa dobrega človeka, on bo rekel ja in detektor laži mu ne bo pokazal, da laže. Mu ne bo pokazal. Tako da neverjetne stvari se dogajajo, ampak gledajte, to niti ne paše sem, ampak kaj na koncu videa, če se tisto tole moje filozofiranje, tist, ki bo gledal, tist, ki bo preskočil, sej je to čisto sen. V glavnem, lejte, s tem videom zaključujem to moje potovanje. Rad bi vam še posnel doma mamo, kako bo vesela, ki me bo videla, samo ne bo ona hotla. A ja, no, kar se mame tiče, imam pa v planu z njo iti v Albanijo na potovanje. Enkrat izrazila željo, da bi rada šla v Albanijo, tako da tamle enkrat aprila, maja pričakujte tudi to potovanje. Nič, hvala vam, ki ste pogledali do konca. Še enkrat vas prosim, če niste naročeni na moj kanal, se naročite. Je popolnoma brezplačno. Meni pa veliko pomeni, ker veliko truda v to vlagam.